Wow, ne morem verjeti, koliko ponijev je prišlo. Jaz lahko? Mislim, ugotovitev, kdo bo slavnostni ponij ponijevskih dnevov je precej velika stvar. Nisem vedela, da je Granny Smith v odboru za izbiranje. Seveda je. S ponijevskimi dnevi praznujemo začetek ponijevcev in ona je bila med prvimi. Vesela sem, da odbor ni izbral mene in da so vsi dobili priložnost videti, kako fantastično je biti jaz, kljub temu, da je festival samo zabava in da bo slavnostni ponij moral organizirati celotno stvar in logično bi bilo, da izberejo mene. Prebivalci Ponjevcev. Letošnje prijave so bile vse izjemne, ampak samo eden je lahko slavnostni ponij ponjevskih dnevov. In ta ponij je... Rarity! Čestitam, Rarity. Že veš, kaj boš počela? Že imam nekaj idej. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije lažje bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Tako zelo sem vznemirjena. Vsi poniji bodo strmeli vate. Tudi jaz. Vesela sem, da je bila izbrana Rarity. Celotni zadevi bo dodala kanček elegance. Verjetno več kot kanček. Letošnji festival ponijevskih dnevov, ki ga je načrtovala Rarity, bo imel prvovrstne dogodke, kot so tiha dražba in okušanje jabolčnika. Gala ponijevski ples na mestnem trgu. In seveda ponijevska modna revija. Na letošnjem ponijevskem festivalu slavnostnega ponija se bodo predstavile lesketajoče kreacije. In tema je eleganca majhnega mesta. Wow, Rarity, v to si pa vložila veliko truda. Res je. Mislim, da bo čarobno. Res mislite tako? Tako sem si oddahnila. Ampak seveda vsega ne bom zmogla sama. Festival se začne čez 3 dni. Pinkie Pie in jaz lahko obesiva luči in dekoracijo na mestnem In trgu. jaz lahko posej zlato jabolko pripravim na okušanje jabolčnika. To je popolno. In Twilight, če bi mi ti inflator še lahko pomagali pri modni reviji. Seveda. Bila bi počaščena. Se lahko jaz posvetim stvari, ki me skrbi najbolj od vseh. Kaj? Ustvarim festival ponijevskih dnevov dovolj fantastičen, da bo impresioniral Trenderhofa. Kdo je Trenderhof? Kaj? Kako ne veste, kdo je Trenderhof? Trenderhof je najbolj čudovit, lep, potujoči pisec, ki je kadarkoli potoval ali pisal. Preden je Las Pegasus postal priljubljena potovalna destinacija, je on pisal o njem. Preden se je razvila kulinarična revolucija in Trottinghemu, je on odkril vse. On ve, kaj bo nekoč uspešno, preden to postane. Sliši se, kot da ima nekdo simpatijo. Twilight, simpatija ni nič v primerjavi s tem. On je v bistvu božanski. Ne morem verjeti, da prihaja. Hvala, da si se mi pridružila, Twilight. Ne bi mogla iti sama spoznati Trenderhofa. Malenkost, ampak ne bi smela biti živčna. Končno smo prispeli do lajka. Je to on? Ali ga vidiš, Twilight, ali je tam? Nisem prepričana. Misliš, da si je premislil? Twilight, a ne vidi ga? A kaj, če ni prišel? Celoten festival bo polomija. Twilight, kje je? Oprostite. Rarity, moraš se vzeti v roke. Mislim, se ga sploh še nisi spoznala.
pojdi tja in govori z njim. Ne morem. Hej, živijo, gospod Trenderhoff, jaz sem Rarity in bila sem izbrana za slavnostnega ponija festivala ponijevskih dnevov. Prosim, reci mi Trend. In tukaj bo glavni dogodek festivala, gala ponijevski ples. Glasba, plesanje in seveda lokalni bar z odličnimi jedmi. Spominja me na pomladno zabavo grivoborske poroke, v kateri sem pisal v galopiranje in parodiranje. Točno tako. Sploh ne moremo pisati, kako je tvoje delo vplivalo name. In za konec, posestvo Zlato jabolko, ponijevske srce, tako rekoč začetek naše zabavne majhne vasice. Dih jemajoče. Slišal sem o njej, seveda, ampak videti jo v živo, stati na zemlji delovne kmetije. Zares lahko začutiš pristnost. Ja, tukaj zares gojijo jabolka. Hvala, Rarity. Hvala, ker si me pripeljala sem. To posestvo je zares nekaj posebnega. Hotela sem me spremeniti v elegantno podeželsko gostišče za festival, ampak zdaj vidim, kako čarobna je, če je naravna. Vsa naravna, zares. Kdo je to? Kdo? Applejack? Zakaj tako strmiš vanjo? Veliko sem videl na svojih potovanjih, ampak nikoli nisem videl takšne lepote. Applejack, poni mojih sanj. Rarity? Rarity? Hej! Prinesel sem posodico za jabolčnik. Ga greva poskusiti? Nima smisla. Rarity, kaj je narobe? Sem kaj takšnega rekel? Ne mara me. Kaj? Rarity, ne slišim, kaj... Ne mara me, ker je zagledano Applejack. Kljub temu, da sem bila jaz zagledana van od vsega začetka in to ni pravično. Trenderhoff te ne mara? To je smešno. Spike, ali veš, kako je, če si zagledan v ponija in potem ugotoviš, da je ta ponij zagledan v drugega ponija? Mislim, kaj ima Applejack, kar jaz nimam? Ne vem. Veš, tako zelo spoštujem trud in delo zemeljskih ponijev. No, hvala. Granny Smith je vedno dejala, poberi jabolko na dan in odženi težave stran. In koliko različnih vrst jabolk misliš, da obstaja? Na kmetiji ali v konjetaji, ker... Enkrat sem videl tako redko jabolko, da so mislili, da je izumrlo. Pojedel sem 4. Je to res? To je moje delo. Vzamem vsak dan je preprosto in necenjeno in to ljudem približam. No, upam, da jim lahko približaš ponijevce. Tudi jaz. Dovolj o meni. Hočem zvedeti kaj o tebi. Kaj jabolka pomenijo tebi? Poglej, vesela sem, da se zanimaš za ponijevce, ampak malo sem zasedena z obveznostmi. In če ne bom opravila vsega, ne bo festivala in ti ne boš imel o čem pisati. No, to se ne bo zgodilo. Rarity, kaj imaš oblečeno? Kaj, to staro stvar? Kaj nisi prezaposlena z načrtovanjem festivala, da bi izdelovala oblačila? Sem, ampak mislim na to, da bi obirala jabolka, me je premamila in ne morem si pomagati. Res? Če pa kaj ljubim, je obiranje jabolk. Tudi jaz vedno bolj. Mogoče bi vidva lahko to kdaj poskusila. Čutim, da sem dobil navdih. Brez kmečkega življenja bi neskladno bilo, to trdim vso mojo resnostjo.
Jablane polne so vse do neba, ona je del mojega srca. Najlepši poni je Applejack. Rarity, zakaj hočeš urati polje? Se mi samo zdi, ali bo to orodje res potrebovalo malo barve in morda Ne boš pranje. pogledala, kako napreduje okraševanje? Ja, seveda. Ampak Trent je očitno navdušen nad kmečkim življenjem. Če ga ne bom prepričala, da sem tako navdušena nad kmetijo kot Applejack, ga se festival ne bo zanimal. Festival, seveda. In zelo sem hvaležna za tvojo pomoč. Nič ne morem storiti brez tebe, Spike. No, zato pa so prijatelji. Prav, torej. Pridi no! No, daj ti kmečka stvar! Kako to uspe, Applejack? No, zelo pomaga, če je opreka pravilno nameščena. Kaj počneš? Samo pomagam pri vsakdanjih opravilih, kar tako zelo rada počnem. No, če boš še vedno želela to početi po festivalu, te lahko naučim. Ampak zdaj moram iti na delo, če nimaš nič proti. Ne, nimam. Videti je tako preprosto. Vem, a ni fantastična? Res ne vem, zakaj bi bilo to težko. No, Rarity, bodi zelo previdna. Če ne boš udarila pravilno, si lahko zviješ kopito. Popolnoma sem seznanjena s procesom pobiranja jabolk, najlepša ti hvala. Ampak medtem, ko se ti zanašaš na čisto moč, jaz verjamem, da je potrebno dodati samo malo stila. Bolje podobno plesu, če vprašaš mene. Voilà. No, tvoj stil vsekakor traja. Hvala. Če mi oprostite, imam še druge obveznosti. Notri. Rarity, te lahko nekaj vprašam? Trent, lahko me vprašaš karkoli. Že nekaj časa bi te rad vprašal, ampak iskreno sem malo v zadregi. Rarity, misliš, da bi Applejack bila moja spremljevalka na festivalu? Zakaj ne vprašaš sam? To pa je bilo blizu. Če si se prišel opravičiti, resnično ni potrebe. O čem govoriš? Prenehava s prenevedanjem, prav? Poslušaj, vem, da hočeš biti trendu všeč. In samo kljub trudu drugega ponija. Prisežem, da ne vem, zakaj toliko pozornosti namenja meni. In ne poznam nobenega ponija, ki bi bil tako navdušen nad kmečkimi opravili, niti jaz. No, mogoče je čas, da Trent spozna pravega podeželskega ponija. Kaj ne bi morala delati na festivalu, namesto da se ukvarjaš s tem, da boš všeč trendu? Prepričana sem, da bi ti bilo to všeč. No, za festival imam novo idejo. In bolj podeželska bo kot celotna družina Apple skupaj. Kaj ni malo prepozno, da bi spremenili temo? Applejack, kaj se dogaja? Strah me je vprašati. Najprej bi se rada zahvalila vsem, da ste prišli in vem, da boste preprosto oboževali mojo novo temo za festival. Preproste poti! No, kaj je tako smešno? Rarity, to je najbolj smešna oprava, kar sem jih kdaj videla. Res je malo smešna. Smešno? Rarity, se ne misliš resno, kaj ne? Ja, seveda sem, mislim... Zakaj ne bi bila? Ker se ti nikoli ne bi tako oblekla. Rada imaš modo in visoko družbo in razkošne stvari. In kljub temu lahko imam rada oranje njive in obiranje jabolk.
ampak nimaš, Kak ti veš, kaj imam jaz rada? ker te poznam. No, mogoče pa me ne poznaš tako dobro, tako si si mislila. In to, da tudi Trenda tako zanima kmečko življenje, je tudi samo naključje? Ne vem, kaj si misliš. No, torej ti bo morala pokazati. No, te pa daj. No, če mi oprostite, pripraviti moram festival. Dobro, če ste modeli v preprostih poteh, mogoče mislite, da preprosto pomeni malo je več. No, ni čisto tak. Če hočete biti resnično preprosti, pomeni je več je več. No, pojdite zdaj, oblecite se točno tak. No, kdo bo naslednji model za našo modno revijo? Apple Jewel? Kdo je to? Ti hecaš? Rarity, zakaj bi mislila, da se šalim? Ker ti kaj takšnega nikoli ne bi nosila. Ti rada oreš njive in pobiraš jabolka. Tudi modo lahko imam rada. Ampak je nimaš. No, mogoče me ne poznaš tako dobro, kot si mislila. V redu, ampak organizirati moram celoten festival in če boš začela delati kot model, se spravi na delo. Življenje je festival in morala bi ga proslaviti tako, da bi izgledala kot jaz, ker jaz sem ljubitelj mode, ki določa trend. Ti si ljubitelj mode, ki določa trend? To je nekaj najbolj smešnega, kar sem kdaj... Mislim, dobro za tebe. Jaz po drugem kopitu pa se sploh ne obremenjujem, kak zgledam, dokler so vsa pravila opravljena. Kaj res? Ja, seveda. Ja, pa ne. Moja griva mora biti ves čas popolnoma počesana. No, moja griva je polna prahu in razcepljenih konic. Moja kopita so tako spolirana, da v njih vidiš svoj odsev. Moja kopita so razpokana in usušena od vsega dela na polju. Tako sem moderna. Jaz nosim raztrgane hlače. Dišim po rožicah. Zelo rada se prekrita s blatom. Ojoj, tvoja oblačila. Slabo mi je. Mi lahko kdo prinese brisačo, da lahko odstranim to umazanijo iz mojih kopit. To je Rarity, ki jo poznam. Applejack, žal mi je, da sem rekla vse to. Ti si prava prijateljica in poznaš me bolje, kot poznam sama sebe. Ne vem, kaj mi je bilo, da sem nosila ta smešna oblačila. Vem, kako se počutiš. Ampak ti si samo hotela, da vidim, kako neumno se obnašam. In imela si prav. Mimogrede, ta obleka izgleda čudovito na tebi. Želim si, da jo ne bi uničila. Hvala. Čudovito je, kaj ne? Veličastna je. Kje si jo dobila? Eno tvojih je. Potrebujem 3 litre vroče vode in 1 kilogram mila zdaj! Preselil se bom v ponijevce. Biti najbolj popularen poni v konjetaji je naporno. Rad bi pustil svoje eksotično, vznemirljivo življenje za sabo in živel na kmetiji. Kaj? No, to je res lepo, ampak resnično upam, da nisi imel v mislih posestva Zlato jabolko. Poglej, čudovit poni si, ampak, jaz sem... Mislim, da Applejack želi povedati, da ni nič privlačnega na poniju, ki bi se rad spremenil samo zato, da bi ugajal drugim. Če te drug poni ne sprejme, takšnega kot si, je na izgubi on. No, to je pa nerodno. Sploh ne. V bistvu, točno vem, kako se počutiš. Kaj misliš, Rarity? Je prepozno iti nazaj na eleganco majhnega mesta? Ne, če lahko jaz pomagam. Organizirati ponijeve dneve praznovanja je bila ena najtežjih stvari, kar sem jih kdaj naredila.
Ampak naučila sem se pomembne lekcije. Pravi prijatelji te imajo radi takšnega, kot si. In spreminjati sebe, da bi jih navdušil, ni način za spoznavati nove. In ko si tako fantastičen, kot sem jaz, je že skoraj zločin.